Živijo, lep pozdrav, danes bomo govorili pa o smučanju, smučarskih poškodbah, kako se pripraviti na smučarsko sezono. Kot ortoped sicer se z akutnimi poškodbami toliko ne srečujem, ampak tekom specializacije sem tudi veliko delal v urgentnih ambulantah, tudi delal sem v Splošni bolnišnici Jesenice eno leto, tako da tam smo imeli direkten kontakt s takimi pacienti, ker jih je veliko prišlo iz smučišč v ambulante. Kaj jaz vidim problem pri rekreativnih smučarjih je to, da si lahko marsikdo privošči vrhunsko opremo, ki ni ustrezna njegovemu smučarskemu znanju, tako da si lahko res kupi smučke za 1000 evrov in posledično so smučke predobre za njega, ker ni tako dobro pripravljen in lahko pride do hudih poškodb. To je tako nekako, če se predstavljate, da bi lahko nek 18-letni fant, ki je glih naredil izpit za avto, da bi mu dal voziti Ferrarija, Porscheja, mogoče si lahko predstavljate, kaj bi se za prvim ovinku zgodilo. Katere so zelo pogoste poškodbe pri smučanju? Najprej visokoenergijske poškodbe, poškodba glave, najbolj usodna poškodba, videli smo pa tudi že raztrganine jeter, pljuč, vranice, se pravi poškodbe notranjih organov. Potem so pa še poškodbe okončin, najpogosteje spodnje okončine, poškodbe kolen, raztrganine križnih vezi, meniskusov, tudi zlom golenice, če pride do take torzijske poškodbe, da stegnica in golenica skupaj udarita in pride tudi do zloma. Naprimer, tako poškodbo je imela Lindsey Vonn leta 2014 na svetovnem prvenstvu. In tudi potem imamo zlome gležnjev in goleni, kar je tudi vezano na torzijsko poškodbo in tudi na to, da kakšni ljudje, ki kupijo vrhunske tekmovalne smučke, pa nimajo dobrih pancerjev oziroma si jih ne zategnejo zadosti, imajo premehke smučarske čevlje, tako da jim v smučarskem čevlju noga pleše in tudi tam lahko pride do poškodb. Tako da v naslednjem prispevku vam bomo pokazali, kako se tem poškodbam izogniti, kako pač se na smučarsko sezono pripraviti, da do padcev sploh ne pride.